Živijo. Zdravo. Smo v Kavčku z Hedo in z Borisom in ugotavljamo preko radiestezije, s katero se Boris ukvarja, kateri izdelki v posamezni skupini so še posebej primerni za Hedo. In zdaj smo pri oreščkih. Oreščkih in sihoj sadju, kar je zelo zanimiva polica in zelo dobra polica. Pejmo. Kje začnemo? Kjerkoli želite. Recimo, izberite sami. Vse je tukaj dobro. Vse je tukaj dobro. Dajmo pogledati, recimo, ta sortiment. Čistko. Ja. Lešniki, okej. Lešniki. Ne. Pistacije? Ne, pistacije ne. Tudi ne. Ja, pinjoli. Recimo imam pa rada pinjoli. Ja, bova videla. Dajva pogledajte, kako mi kaže. Pinjoli, evo. Glejte, kako ste si prijatelji. S frekvencami dvama je okej. In sej že biotenzor pokaže, da se ujemata med sabo. Okej. Bova probala eni oreški. Vidite, čeprav so mogoče ne slani, ampak vam ni potrebe. Ni potrebe, ne pašejo vam. Pašejo mi še mandli. No, vidite. Pri mandlih imamo, čeprav to isti proizvajalec, to je pa nek drug proizvajalec. No, da vidimo zdaj, kater bi bil, če gledava. Okej, to so pač samo gramature druge. Evo, vidite, tukaj imamo pa zdaj odgovor. Se pravi, nek proizvajalec, ki je za mandlne. Ta, kateri pač je. Vidite, so bili tako mandlni. A je to zaradi države ali je to... Ne vem, a je to druga... So to ljudje od zadju, ki so tolkli oreščke? Ja, kako ste to lepo povedala? Nekdo, ki, bom rekel, dobiva slabo plačo, je jezen, negativen in ko to on pobira, to energijo zlije v artikel. To je dejansko res. V to verjamem. Me pa zanima, kako bi recimo, vi imate orožje, znanje, kako ga pa mi lahko pridobimo? V bistvu, razen da se poslušamo, kaj pa če včasih se narobe poslušamo? To ste lepo povedala. Eno je sposobnost, se pravi, občutljivost na neko, bom rekel, željo. Zdaj, jasno, eno je hoteti, eno je pa ugotoviti. Hoteti, nekdo hoče nekaj imeti in tudi, če ne bo dobro, bo to hotelo. In tukaj je zadeva malo komplicirana. Če nekdo pozna radiestezijsko sposobnost, ta mora, rekel, iti v alfa stanje in takrat je zadeva ostalih, bom rekel, virov izločena. Ampak to je pa težko doseči. So določeni prijemi, katere tudi potem osebam lahko pokaže, ampak to je bolj potem že na raznem tečaju, na raznih zadevah, ko ljudje potem sami ugotavljajo. Sam, če ni on sposoben, da ni občutljiv, potem je pač enostavno trd, bi rekel. Se pravi, da je zelo dobro imeti veliko informacij, iz kje prihajajo izdelek. Kdo so za temi ljudmi? Da se ga morate vedeti. Približno. Tukaj smo zdaj ugotovila, ne vem, to je... Sicer nimamo čalgor, ampak recimo lahko... Težko je vedeti, če sem jaz prav razumel, težko je vedeti. Mogoče ti mandli ustrezajo neki drugi osebi. Seveda, se strinjam. Ja, to je pa res. Lahko je sestavina teh mandljev vam pravzaprav zelo paše. Sestavina ali pa tisto, kar ste prej rekla, to pa zdaj ne veva, to bi šlo v globine. Glede na to, kje so, odkot prihajajo in podobno, ne samo način obdelave. To so tudi te mikrorazlike. To je eno, drugo pa človek, ki to pobira ročno, je jezen in že spet sem imel težave, ne vem, in to zlije v artikel. Tako so slike, materiali, ljudje, ko slikajo, če so v negativnem razpoloženju, ta slika vedno zapisana negativno in je na zidu, naprimer v spalnici, bo vedno sevala negativ. Nažalost je to tako. Ali pa pozitivno. Se pravi, se moramo prečistiti in poslušati. Greva naprej še na suho sadje, če lahko. Absolutno.